Živijo oziroma zdravo. V tem kratkem videu bom predstavila idejo, ki smo jo s projektno skupino dobili za letošnji mesec zdravja. Verjetno se spomnite preteklih akcij, ko smo po okoliških hribih iskali QR-kode, mogoče se je kdo kdaj peljal z avtobusom, polepljenim z našo reklamo. Lani smo se družili na telovadbi za voditelje in si pošiljali razglednice, recimo. Letos smo malo brskali, kako bi vas lahko navdušili, in smo prišli do ene prav posebne ideje. Namen letošnje akcije bo premakniti ljudi iz navideznega udobja naših sedečih šol, faksov, služb, avtov, in spodbuditi predvsem gibanje, seveda pa na splošno zdrav življenjski slog. Način, kako se boste tega lotili, bomo pravzaprav prepustili vam, vsakemu stegu posebej, vas bomo pa seveda opremili z znanjem in z idejami, kako to narediti. Nekateri stegi že res aktivno sodelujete z lokalno skupnostjo, za nekatere bo pa mogoče to lih najboljša priložnost, da sodelovanje začnete. Cilj je torej, da kot skvo pogledate malo okrog sebe, malo preučite domači kraj, se povežete še s kakšno organizacijo in opazite, kje nekaj ne štima ali pa bi lahko mogoče stvari funkcionirale še boljše oziroma drugače. Predvsem ne bo poudarek na mobilnosti, na aktivnem transportu, hoji, takih preprostih aktivnostih, ki pa so pogosto spregledane v nekem kontekstu zdravega življenja in hitenja v vsakdanjem življenju. Nas je predvsem navdušila igrifikacija javnih površin, ki na zabaven način preko igre spodbujajo mimoidoče, da se gibajo. Enega izmed primerov lahko vidite na posnetku. V Stockholmu so opazili problem, da večina ljudi na podzemni železnici seveda uporablja tekoče stopnice, le redko gre kdo po navadnih. Odločili so se za en eksperiment, in sicer da naredijo hojo po stopnicah zabavno. Na stopnice so namestili posebne plošče, ki so izgledale v bistvu kot klavirske tipke in so tudi dejansko ob pritisku zaigrale ton. Že naslednji dan lahko pogledate razliko. Kako v bistvu igra prebudi otroka tudi v najstarejših prebivalcih in s tem v bistvu nevede spremenijo neko svojo navado. Tukaj res vidimo veliko primerov, kako so se ljudje pol zabavali, in dejansko se je promet po stopnicah, po navadnih stopnicah, povečal kar za 66%, medtem ko so prej pač vsi uporabljali tekoče. Mene je recimo ta primer čisto navdušil. Ne delam si utvar, da imamo čas in denar izvesti takole intervencijo, ker pač nimamo nobene avtomobilske industrije za sponzorja. Sem pa prepričana, da lahko s svojo iznajdljivostjo pridemo do idej, ki po kvaliteti in izvedbi v bistvu ne bojo prav daleč. Zdaj, ker se takih stvari v preteklosti še nismo lotevali, sem k sodelovanju povabila strokovnjake iz 2 organizacij, ki pa se v Sloveniji ukvarjajo s podobnimi zadevami. To sta Urbanistični studio Prostorož in pa Inštitut za politike prostora. Oni sicer glede na svojo izobrazbo, ki večinoma so arhitekti, krajinski arhitekti, večinoma izhajajo iz tega, da preučujejo, kako prostor funkcionira, in se potem vprašajo, če služi svojemu namenu, potem pa ga skušajo transformirati v nekaj, kar bo bolj uporabno za ljudi, ki ta prostor vsakodnevno uporabljajo. Zdaj, oni so v preteklosti že izvajali podobne projekte z lokalnimi skupnostmi in bojo v bistvu tukaj za vas. Zdaj najprej vam bojo podali nekaj primerov in nekaj idej in vas usmerili, kakšna akcija bi bila primerna mogoče v vašem kraju, s kakšnimi kraji tudi že oni zelo aktivno delajo, tako da vam lahko oni v resnici dajo idejo oziroma mogoče boste pač se povezali na kakšnem njihovem projektu. Potem pa bojo nudili tudi mentorstvo pri pripravah, če ga boste pač potrebovali. Zdaj, če na kratko predstavim, o kakšnih idejah smo zaenkrat govorili. Lahko na nekem kraju, kjer se recimo ljudje veliko zadržujejo, recimo otroci čakajo pred šolo starše, avtobusna postaja, železniška, kakšen park, oziroma pred šolo mogoče tudi starši čakajo kdaj otroke ali pa glasbene šole, take stvari. Narišite na tla enostavno ristanc ali pa različne vaje za ravnotežje, kakšno drugo otroško igro, ki bojo potem potegnile mimoidoče, da se bodo majčkeno razgibali. Podobna možnost so tudi table z ogrevalnimi ali pa razteznimi vajami,
ki jih lahko namestite na kakšno podobno točko, na kakšno sprehajalno pot, ali pa nekam, kjer ljudje recimo posedajo medtem, ko so recimo starši posedajo, ko so od njihovi otroci na igrišču. Če imate v kraju kakšno infrastrukturo, ki je dotrajana, recimo kakšen park, kjer so preperele klopce brez sedišč, kaj podobnega, se lahko ponudite, da jih obnovite in bo ta prostor recimo ponovno zaživel. Potem za otroke lahko pripravite gozdno igralnico, naredite nekaj čisto preprostih, predvsem varnih igral, kakšno oznako dreves, katero drevo se pač kako imenuje, da spoznavajo plodove dreves, pot, ki jo lahko mogoče na novo raziščejo, kakšne take stvari. Mogoče vas moti, da nekje v vašem kraju ni dovolj parkirišč za kolesa. Ponavadi je to glih v okolici šol, zdravstvenih domov, takih stvari, ki pač bi bilo res praktično iti s kolesom. Zdaj, če ste sposobni narediti sami neko parkirišče za kolesa, super. Mogoče pa je dovolj, če zberete samo kakšne podpise, pa je možnost, da bo parkirišče sponzorirala šola oziroma občina. Če bomo pač jim pokazali, da tako parkirišče rabimo oziroma da uporabniki pač to potrebujejo. Še ena ideja je mogoče, če imajo v lokalnem domu starejših občanov vsi uporabniki koga, ki pride na obisk, ki jih pelje na sprehod, če oni recimo težje hodijo, če imajo hojico ali pa so na vozičku. To je taka idealna priložnost tudi za služenje klana, ki lahko preraste tudi v neko tako dolgoročno sodelovanje oziroma družabništvo, prijateljstvo. Zdaj, Inštitut za politike prostora se veliko ukvarja s tako imenovano hodljivostjo mest. Oni torej raziskujejo, zakaj ljudje ne hodijo peš po opravkih, zakaj otroci ne hodijo peš v šolo. Preučujejo, kako pešcem prijazne so te poti, in potem opozarjajo oblasti, kje so v bistvu te največje nevarnosti in težave, da lahko potem tam ukrepajo. Tako da ja, z njimi bi se lahko mogoče, če je v vašem kraju recimo tak problem, oziroma če ga vi zaznavate, se lahko z njimi povežete na ta način. Ena taka zanimiva zadeva, ki je tudi njihov projekt, je pešbus oziroma bicivlak. Mogoče je kdo že slišal za to. Tukaj gre pa v bistvu za organiziran prihod v šolo peš oziroma s kolesom. Večini staršev je zjutraj pač najbolj enostavno, najhitreje, da na poti v službo še pač odložijo v šoli oziroma v vrtcu še otroka. Redko kdo ima toliko časa in volje, da pač jih pelje peš oziroma s kolesom do šole, gre nazaj domov, vzame avto, če ima pač služba daleč. Pustimo to, da bi lahko pač tudi oni mogoče hodili peš ali pa s kolesom. Tako da ja, cilj pešbusov oziroma bicivlakov je, da imajo otroci od neke lokacije, recimo v večjih soseskah, spremstvo odrasle osebe in otroci potem pač hodijo peš oziroma v primeru bicivlaka s kolesom. Zdaj, interesa med otroki je v bistvu zelo velik, imajo pa velik izziv dobiti dovolj prostovoljcev, ki bi te otroke vsako jutro vodili. Velikokrat potem to prevzamejo učitelji ali pa kdo od staršev. Mogoče imate pa pri vas recimo v Stegu možnost, da to prevzame kdo od voditeljev, lahko vsaj naredite promocijo, če pri vas to še ne obstaja sploh, mogoče aktivirate tudi kakšne babice, dedke, ki bi z veseljem pomagali. Ena taka pomembna vloga bi bila že recimo, da bi raziskali, koliko ljudi dejansko sploh pešači. Zakaj radi hodijo peš, zakaj ne hodijo peš. Lahko poskusite recimo v občini poiskati neke problematične odseke, na podlagi ankete potem predstavite občinskim veljakom, da je tam mogoče pametno kaj ukreniti, ker si ljudje ne upajo hoditi. V glavnem, toliko čisto na kratko, več bojo povedali naši strokovnjaki, toliko da dobite pač majčkeno mogoče ideje. Akcije so lahko v bistvu resnično raznolike in dosti enostavne, ne si komplicirati življenja. Zdaj mogoče bo malo težje, ker vam pač ne bomo porinili v roke nekega gradiva za izvedbo, ampak boste mogli razmisliti pač sami, kaj manjka v vašem kraju.
ampak ravno zato se mi zdi, da bodo imeli ti projekti toliko večji smisel, bodo toliko bolj ciljani in tudi vi jih boste z večjim veseljem izpeljali, ker pač jih boste zares čutili in boste vedeli, da delate nekaj za vaš kraj. Vas bomo pa seveda ves čas vodili za roko, tako da brez skrbi. Mogoče še samo kratka časovnica poteka akcije in pojasnilo, zakaj že februarja tukajle načrtujemo in utrujemo za april. Vem, da ste glih po zimovanjih in da še niste z mislimi tam. In tudi bodimo iskreni, ne bomo navadi, da to naprej planiramo. Zdaj tako je, prijave trajajo še do te nedelje. Razlog je ta, da bi potem probali že v naslednjem tednu izvesti en tak motivacijski dogodek. Tam bodo predstavniki iz Prostoroža in iz IPOP-a. In vam bojo predstavili v bistvu nekaj svojih čist konkretnih projektov, to, kar sem jaz zdaj čisto na hitro omenila. Vam povedali tudi nekaj usmeritev, na kaj morate biti pozorni, ko boste pač snovali svoj projekt, kako poskrbeti, da bo res kvaliteten, dolgotrajen, da bo imel velik učinek, tudi da ne bo preobsežen, bo pa naredil pač neko pomenljivo spremembo. Potem imate do konca marca dovolj časa, da svoj projekt zdaj zastavite, prežvečite, predebatirate, po potrebi zrihtate kakšna dovoljenja od, ne vem, občine, šole, če boste pač kaj risali ali pa kakšne res spremembe delali. Potem povabite mogoče k sodelovanju še kakšno sorodno organizacijo, starše skavtov, šolo, župana, pač odvisno od tega, kaj boste delali. Aprila pa potem akcijo res izvedete. Zdaj, to je lahko res neka zadeva, ki jo izvedete na enem srečanju veje ali pa s tega. Ni treba, da je zdaj super zahtevno, da vam pobere cel mesec, ker vem, da imate že svojega programa dovolj. Zato pa je toliko časa za pripravo, da boste potem res lahko pač v enem srečanju srečali in izvedeli in da bo šlo vse gladko in hitro. Vzemite to kot res odlično priložnost, da v svojem kraju začnete ali pa obnovite sodelovanje z lokalno skupnostjo. Obenem marsikdo pojma nima, kaj delajo skavti. Mi že vemo seveda, da delamo kvalitetno, ampak take akcije, kjer se pa odpiramo tudi navzven, pa potem naredijo nekako dobro reklamo tudi v naši okolici. Da ne bomo v očeh mimoidočih samo tisti, ki si nekaj derejo, pa so blatni, ampak tisti, ki res delamo spremembe v družbi. Če te še kaj zanima, mi lahko napišeš na mail zdravje@skavti.si, na Facebook ali pa Instagram programa Zdravo, ali pa pokličeš Majo v pisarno, Maja sem jaz. Vabljeni torej k prijavi, ki jo najdete v Skavtskih novicah, na Instagramu, v opisu tega videa, v glavnem povsod. Do nedelje imate čas, da video še razpošljete sovoditeljem in se skupaj s svojim stegom opogumite. Se vidimo!